to, kaj? Gremo. Danska je to prireditev izkoristila maksimalno, kot sami neverjetno vidite. Ne? Vsi ti obiskovalci, ki pridejo v Kopenhagen, še dodajo dodatno, to, kar pač Danska sama po sebi ima kot turistično zelo zanimiva destinacija. Za Slovenijo je to idealna šansa oziroma priložnost, da svojo vidnost, visibility, dvigne. Ne? In to ambasada izkorišča 100 na uro, če se smem izraziti malo v sodobnem jeziku. Zaradi tega smo imeli v rezidenci uradni sprejem, jaz ravno kar prihajam zdaj iz tega sprejema in že zdaj vidim, da smo dodali bistveno energijo za vidnost Slovenije na Danskem. Tako da suma sumarum, jaz rečem, da je to produktivna investicija za Slovenijo. Jaz mislim, da Slovenci na Danskem, čeprav skupnost slovenska na Danskem ni tako zelo številčna, na Švedskem imamo bistveno več ljudi in vsi ti spremljajo. Jaz sem danes pripeljal častnega konzula našega iz Švedske, je bil pri nas gospod Križ, ki je zelo, bom rekel, znan Slovenec na Švedskem je prišel. Za Slovence na Danskem jaz verjamem, da je to ena dodatna priložnost, da svojim prijateljem, vsem tem na Danskem, ki še ne poznajo Slovenijo, pokažejo skozi pesem, kdo je Slovenija, kaj je Slovenija in s tem v bistvu tudi na nek način pritegnejo njihovo pozornost, da bodo šli v Slovenijo. Pa ne vemo, kot in kam, vedno manj ljudi poznam. Tiho čas gre. Moram reči, da smo ustvarili že sedaj, lahko rečem po pogovorih, ki smo jih imeli v rezidenci, bistveno dodatno pozitivno energijo za Slovenijo. Tako da na koncu računam, da bomo imeli večji turistični obisk iz Danske. Rekel sem Tinkari, da računam, glede na to, da ima izjemno kvaliteto njene pesmi, da mogoče Slovenija celo zmaga in da bomo naslednjo leto gostili Eurovizijo. Sicer pa nove poslovne povezave, nove investicije, tako da vse te stvari prinašajo neko dodano vrednost. Malo za šalo, malo za res. Ste se zmenili za tistih 12 točk iz Danske, da grejo v Slovenijo? Jaz računam, da smo, ne da smo se dogovorili, ampak glede na to, da imamo kvaliteto, si jih tudi zaslužimo. Vse bo tisto, kar je bilo, le srce bo tisto, ki ne bo več isto, kar je bilo, vse kar